je popolnoma jasno, da v tej novinarski konferenci želimo mi povedati, zakaj ta pomladna opcija podpira Lojzeta Peterleta na državnozborskih volitvah. Jaz mislim, da je osnovna teza ta, da v razvitih demokracijah, ki imajo tak politični sistem, da je parlament pomembnejši od predsednika države, se pravi, da je predsednik države bolj kot ne protokolarna funkcija in tudi častna. Tam zelo skrbijo, da predsednika države izvolijo človeka, ki je v političnem smislu v državi v določenem času veliko naredil. Manj pridejo poštev osebe, ki so delovali na drugih področjih. To poznate iz Italije, Avstrije in Nemčije, čeprav ima Nemčija nekoliko drugačen sistem. In dejstvo je, da ta tiskovna konferenca je sklicana prav z namenom, da poudarimo tiste stvari, ki jih v medijih ni bilo zadosti slišati. To je pa ravno to, da se volivkam in volivcem pove, da je Peterle tista oseba, ki je vendarle bil predsednik prve slovenske vlade in da je bil človek, ki je ogromno pripomogel za osamosvojitev te Slovenije. Se pravi, takrat je pač Demosova opcija na oblasti, ko se je osamosvojitev izpeljala. In volivkam in volivcem smo v tem času premalo povedali, da je v resnici tudi drugi kandidat, ki je prišel v drugi krog, kvalitetna oseba, dober človek, pravi človek za to, da bo lahko vodil to državo, vendar da pa iz načina, ki ga demokracije uporabljajo, običajno volivci izberejo človeka, ki je za državo v političnem smislu, na političnem področju veliko naredil. In iz tega naslova bi mi rad posebej poudarili, da je Peterle tisti, ki je pravi človek, da zasede to mesto. Zdaj bi pa jaz res prosil najprej predsednika občinskega odbora Nove Slovenije, da svojega gledišča pove, kajti Lojze Peterle je vendarle iz tega kroga, čeprav je pošteno treba povedati, da tudi Ljudska stranka je nastala z združitvijo SKD-ja in SLS-a, tako da imamo skupne korenine in smo vsi s Peterletom sodelovali, prosim. Na vsak način bi poudaril, da je Peterle dejansko, kot je že Janez dejal, ključna osebnost v osamosvojitvi Slovenije. Dejansko brez njega bi bilo po vsej verjetnosti drugače. Dobro, imajo tudi drugi ogromne zasluge za to, pa bi se kar navezal na mlade, glede na to sem sam tudi še zelo mlad. Zdi se, menim, da je nujno, da se mladi udeležijo teh volitev v nedeljo, ker tukaj dejansko odločajo o svoji usodi v prihodnosti. Namreč predsednik sicer res v Sloveniji nima tako močne vloge na zakonodajnem področju oziroma na zakonodajnem sploh nima, ampak ima ogromno moralno vlogo in na tem področju se mi zdi, da je Peterle najprimernejši kandidat, da bo v skladu s časom, ki jo živimo, glede na to, da se je prebivalstvo stara, uspel nagovoriti tudi mlade, na kakšen način, kako glede univerz, glede izobrazbe, glede vsega bo moralo potekati naprej naše delo, ker v primeru, da se prebivalstvo s hitrostjo stara še naprej, bomo mladi najbolj obremenjena generacija do sedaj in dejansko, če se ne bo nekaj na tem spremenilo, se nam bližajo zelo težki časi. Zdaj še predsednik občinskega odbora SDS Železniki, Peter Breznik. V našem odboru Železnikih, odboru Slovenske demokratske stranke, smo se odločili za podporo Lojzetu Peterletu na osnovi dejstev, na osnovi preteklega dela, ki ga je opravil za našo državo. Zavedamo se, da se preteklost
preteklost odmika, prihaja prihodnost in da je treba biti usmerjen v boljši jutri. Ampak izhajamo pa iz preprostega dejstva. Veliko je bilo povedanega v predvolilni kampanji tudi za prihodnost. Ampak vsa prihodnost nekje izhaja vendar iz preteklosti. Vsak od nas, ki prihaja v določen krog, prostor, službo, mora seboj prinesti spričevalo iz preteklosti. To spričevalo je tisto, ki ga predstavi delodajalcu, ljudem, volivcem, in iz tega spričevala in iz vizije za prihodnost so volivci sposobni izceniti, ali so obljube pravilne. In na analizi vseh teh dogodkov, ki jih je spremljal tudi Lojze Peterle in njegovo delo, smo se pač zavestno odločili, da je on pravi kandidat in da bo lahko svojo vizijo uresničeval tudi v bodoče.